Slovenijo je zajel prvi letošnji izrazitejši vročinski val. Temperature bodo v prihodnjih dneh marsikje presegle 35 stopinj Celzija. Zdravstvene službe pa opozarjajo na previdnost. Kako vročino doživljajo Novomeščani, kakšne posledice že opažajo zdravstveni delavci in kaj svetujejo, preverjamo v naslednjem prispevku. Po nekaj zmernejših dneh so temperature znova močno poskočile. Tudi na novomeškem glavnem trgu je bilo že dopoldne občutiti poletno pripeko. Nosimo se sa vročinama kako spada, ne znam. Ok, za ovo doba godine, ok, sasvim ok, tako da izdržat ćemo, nadam se. Probam čim več vode spet, drugače pa mislim, da na tem soncu umaro slej kaj prej. Katastrofa je, v glavnem, če ne se poskopamo v Krki, pol je boljš. Ja, jaz sem tudi cel dan na soncu, po službi, vroče, do 45 stopinj, pa moramo kar delati. Posledice vročine opažajo tudi v Splošni bolnišnici Novo mesto. Število obiskov povezanih z visokimi temperaturami se povečuje. Na urgenci opažamo vsako leto večji obisk, sploh starejši ljudje, ki običajno nimajo tega občutka žeje, da se potrebno pač v takem obdobju, ko so temperature res visoke, je potrebno zaužiti več tekočine. Posledice so lahko zelo hude. Gradecki opozarja, naj starši otrok ne puščajo v avtomobilih, saj se ta lahko hitro segreje na nevarne temperature, v skrajnem primeru tudi smrtno nevarne. Opozarja tudi na primere, ko so v vozilu zaspali odrasli, ki so nato zaradi pregretosti potrebovali nujno medicinsko pomoč. Ob tem vsem prebivalcem svetuje: naj se ne izpostavljajo prekomerno soncu, naj čez tiste ure, ko je sonce najmočnejše sije, naj se skrijejo, da tako rečem, v senco in pa naj zaužijo dovolj tekočine, da so dobro hidrirani, kajti to je eden od ukrepov, ki preprečuje nadaljnje zdravstvene zaplete. Vročina naj bi vztrajala več dni. Pristojni zato pozivajo k previdnosti in doslednemu upoštevanju priporočil, saj lahko že kratkotrajna izpostavljenost visokim temperaturam povzroči resne zdravstvene težave.